Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vrata gledališča so se že odprla z številnimi dogodki, ki jih organizirate v gledališču Toneta Čufarja. Vse oči so že nekje uprte tudi v Čufarjeve dneve 14. novembra, sicer pa več o samih predstavah direktorice gledališča Toneta Čufarja, Branka Smole. Branka, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Ja, res je, vrata naše gledališke stavbe so se že odprla. Odprla nas težaj za vse, ki ustvarjajo na odru. Seveda najprej treba ustvarjati, da potem lahko kaj pokažemo. Začele so se gledališke šole, lutkovna šola, mladinske delavnice in tako nastaja vrsta predstav, ki jih bomo potem si v toku sezone lahko pogledali. Začel se je tudi že gledališki abonma, ki zelo glasbeno zveni z Larino pesmijo, s predstavo glasbeno gledališko Lara Janković, ki je kar navdušila, moram reči, za začetek te sezone. No in glasbeni abonma začenjamo to soboto 29. oktobra s koncertom skupine Manouche. Mislim, da že ime je zgovorno, se pravi francosko Manouche v prevodu pomeni gypsy swing in to je taka zanimiva jazzovska gypsy swing glasba, na katero kar ne moreš ostati miren. Mislim, da bodo sedeži v dvorani kar moteči faktor, kajti ob tej glasbi res ne ostaneš ravnodušen. Gre pa za skupino, ki mislim, da jo večina kar pozna, saj je na sceni že 10 let. Ustanovili so jo 2011, no, in pred širšo javnostjo so potem bolj odmevno nastopili na podelitvi Viktorjev leta 2012, pa tudi recimo letos je zagotovo ostala v spominu kot ena od nastopajočih na Emi s skladbo Si sama. Uvrstili so se v finale, no, zmagali, kot vemo, niso, ampak sem prepričana, da med gledalci, med poslušalci pa pri marsikomu zmagovalci. Manouche. No, in tako kot sva že rekli, vse oči so že odprte v Čufarjeve dneve 14. novembra. Najprej seveda položitev venca pred spomenikom Toneta Čufarja in seveda potem otvoritev. Koliko predstav je letos prispelo na razpis? Ja, letos je prispelo 9 predstav odraslih in 2 mladinski. Res se pozna COVID, korona, kakorkoli že rečemo, tej nadlogi močno udarja s svojim repom in bo verjetno še nekaj let, da bomo prišli na tisto staro številko, ko se je prijavljalo tudi 30 in več gledaliških odrov. Ja, produkcija ni bila možna, ljudje niso ustvarjali in zdaj se to pozna tudi na prijavah. Pa vendarle zadostno število, da je selektorica Ana Rutar potem odebrala 6 predstav, ki bodo v tem tekmovalnem izboru. Ja, letos je tako rekoč mali jubilej, 35. Čufarjevi dnevi, no še pred polaganjem venca oziroma cvetja spomeniku Toneta Čufarja, takrat, ko prisluhnemo tudi pihalnemu orkestru Jesenice Kranjska Gora, pol urice prej, se pravi ob 18:30, pa še en dogodek, ki predstavlja del otvoritvene slovesnosti na 14. novembra. In sicer bomo predstavili novi almanah Od Rateč do Rodin, predstavlja na tem teritoriju, predstavlja zgodovino ljubiteljske kulture, gre kar za bogat popis, dragocen popis kulturnega ljubiteljskega dogajanja na tem območju. No, uvodoma bomo torej predstavili na ta otvoritveni dan ob 6:30 zvečer z nekaj besedami bomo napravili vpogled v ta almanah. O almanahu bo govorila tudi spremljajoča razstava v fotogaleriji, no in potem bo seveda to tudi darilo vsaki gledališki skupini, ki bo tekmovala. In katere predstave so bile letos izbrane za Čufarjeve dneve?
Kot rečeno, od 9, no, začenja na sam otvoritveni dan domače gledališče s predstavo Za vse sem sama, Mihe Macinija, komedijo seveda, no, nadaljujemo prav tako s komedijo Svetniki v izvedbi Kulturnega društva Janez Jalen Notranje Gorice. Nadaljujemo s Kanarčkovo Župco, socialno komedijo, ki jo uprizarja gledališko združenje Koroški deželni teater. Da ne boš sama, drama s komičnimi elementi, uprizarja gledališka skupina Kut Jazbec in partnerji Kočevje. Potem pa Cankarjeva Za narodov blagor, komedija seveda v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana, in Goldonijeva Pamela, spet komedija v izvedbi Prosvetnega društva Štandrež Gorica iz Italije. Torej, vabljeni na 35. jubilejne Čufarjeve dneve. Tako je, ki sodijo tudi seveda v ponudbo našega gledališkega abonmaja, se pravi, gledališki abonenti bodo tako kot vsako leto zapored pridno zasedli tele sedeže, vsaj upam, da bo tako, kot so zvesti in res vzpodbujajo vse, kar se dogaja na odru vsako leto. No, mogoče nasledim podatek, da kmalu po Čufarjevih dnevih 24. novembra pa bo naslednji glasbeni dogodek v glasbenem abonmaju. Gre za eno posebno poslastico, musical, ki ga uprizarjajo gledališčniki iz Železne Kaple v Avstriji, torej naši Slovenci, zamejci, pa vendarle je naslov njihove stvaritve je Hotel Obir, ki pa je, predstava je narejena na osnovi operete Pri belem konjičku, za katero pa vem, da se jo marsikateri Jeseničan oziroma obiskovalec jeseniškega gledališča še kako dobro spominja, da so jo ustvarjali tudi na tem odru, sicer je bila premiera 68. leta, pa vendarle.